Torej, dobrodošel, z nami je Slavko Oblak, ki ste v svoji karieri naredili 700 kipov v bronu, nekateri merijo tudi več kot 4-6 metrov visoko. Vaše skulpture so postavljene na Bavarskem in v Nabledu in to v bližini glavnega mesta Landshut na Bavarskem ste postavili svojo livarno v bronu in kjer ste vlivali kipe in umetniška dela za sebe in za nemške kiparje. Ste tudi član Rotary kluba in Društva slovenskih likovnih umetnikov in tudi nemškega združenja kiparjev. Imenovan ste bili za enega najpomembnejših predstavnikov povojne münchenske šole in vaše 4 javne skulpture so na Bledu postavljene in ste bili tudi nagrajeni z plaketo občine Bled. Ko sem prvič videl vašo skulpturo na Bledu Ciklamo, me je prevzela in pričel sem drugače gledati na kiparstvo. Videl sem gibanje, življenje in polno simbolike, komunikacijo z okoljem. Tudi vaša zadnja skulptura v Grajskem parku na Bledu je čudovita in predstavlja vzoren primer sožitja skulpture z okolico gradu in dreves. Rad bi začel z vprašanjem, kaj natančno pomeni kiparjenje, vlivanje v bronu? Je težko vprašanje ali pa ne. V bron, to bi mogel tako povedati, bron je material, ki me zelo vpliva, to se pravi, me navdušuje kot material sam. In bron sem lahko jaz tudi ustvarjal, z ilovco sem ustvarjal moje figure, ki spet v bron lepo za narediti pa za pogledati. Vtis so dober vtis naredili in to je pravzaprav vse, kar bi rad povedal v bronu. Res zanimivo je gledati vaše skulpture, po drugi strani pa se z vami spoznati in se z vami pogovarjati o kiparstvu ter gledati, videl sem, kako božate svoje kipe, kako jih polijete z vodo. Kako gledate in kaj opazujete v svojem kiparstvu? Kaj vam je všeč recimo na kipu drugih kiparjev? Kako gledate? Ja, bi mogoče mehen drugače odgovoril. To skoraj velikokrat sem vprašan, ja, koga je to umetnost, koga to pomeni. In jaz pa pravim, ja, umetnost, razlotiš je to težko, ampak če je en kipar ali pa če sem sposoben, življenje pravzaprav bi mogel, pa vdihniti dušo v to bronasto figuro, je pa umetnost startala z tega. To se pravi, ni treba, da bi, kaj jaz vem, bila grozno velika ali velikanska, da bi skozi velikost pomembna bila. To mora na človeka vplivati in takrat sem jaz zadovoljen, če mi to rata, če mi to tako postane. In drugi so pa tudi, če pred plastiko ali pa figuro stojejo in imajo navdušenje, to, ko ste vi povedali, to ste mi z duše govorili, srca govorili, ne? In to je tisto, kar si hotel, kar sem si želel, da bom z mojim plastikom, to z mojim skulptorom naredil. Prav, da nagovori gledalca. Kaj vas žene, da tako dolgo ustvarjate kipe v bronu? Cele noči načrtujete in potem po dnevi vlivate kipe. Po tehnični stroki ste izučen tesar, ki je želel več, ne? In leta 1957 ste odšli v München, naredili spremne izpite na eni najbolj prestižnih šol v Nemčiji. Nato pa imeli uspešno kariero. Kaj vas žene naprej? Ne morem povedati. To ne bo enostavno. Ja. Jaz kot mlad človek ali pa kot otrok sem mogel tisto delati, kar je življenje od mene zahteval. In to so bili različne reči. Oče je umrl, smo mogli denar dobiti v hišo, smo mi šopke prodajali, pa smo, kaj jaz vem, naš zelje prodajali in skozi to sem naprej v življenju samo tako naprej delal, kot sem začel. To sem imel občutek, da moram, to se pravi, ne, da moram, od sebe sem imel samo veselje, z vsem delam sem človek, ki mi delo samo veselje naredi. In zdaj, če ne morem delati, pa če mi moči zmanjka, to je že večkrat, ne, in to mi gre na živce, to mi teži, ampak da veliko delam, pa da to ustvarjam, samo veselje in sem zadovoljen tudi, Bogu se zahvalim, da mi je dal ta občutek za tega dela in da mi je to, kako bi rekel, da mi je to moje življenje zadostoval z vsem, ne.
zadovoljen bil, zelo zadovoljen z mojim življenjem. In zato, da ste lahko delali, da ste se lahko gibali. Ena stvar, ki mi je všeč pri vas, je, da ste ob talentu izjemno delaven človek, kar ste zdaj povedali. Ne? Mislim, voditi kiparsko delavnico, nenehno ustvarjati, pa tudi voditi samooskrbno posestvo s poljščinami, povrtninami, živalmi, čebelami, to je izjemen dosežek. Dajte mi povedati, a mislite, da se kipar rodi, ali se lahko priuči s svojim delom? Po mojem je to prirojeno, da se nauči skoraj, po mojem, to ni možen, po mojem mnenju. Recimo, jaz kot otrok sem začel občudovati delo mojega očeta. In konička, kako se reče, no, konj, ki se vujsa, kako se reče temu? Ki se ziba. Zibeljen konj. In sem zmeraj mislil, če bi to mogel, če bi to jaz lahko sam naredil, to bo moja želja. Ampak v življenju nisem nikoli do tega prišel, da bi se to lahko želel. Pa nas je bo tako življenje naprej mogel iti in skozi to sem prišel na moje tesarstvo, sem mogel delati, ne. In poj naprej, ko sem bil star, poj 24 let, jaz sem bil pri vojakih in tako naprej, sem si pa rekel, če pa zdaj nam jaz naprej šel, naprej korak naredil v življenju, bom ostal tam, k sem in to je tesar. Vse to je lep del, pa dober del, pa zasluži, pa soliden, pa tako naprej. Ampak verjetno mi je nekaj v duši, duša nekaj drugega zahtevala kot tesarstvo. Tako bi približno lahko povedal. Ne vem, kako bi drugače povedal. Všeč mi je, kako ste preizkušali najrazličnejše stile in motiviko na svoji poti. Sprva je imel na vas vpliv učitelj, profesor Heinrich Kirchner, na to pa še Toni Stadler, ne, pri katerem ste bili zaposleni, celo kot asistent. Oba sta razvijala človeško figuro v klasičnem smislu. Vas pa je zanimalo nekaj drugega. Kaj je bilo tisto, kar ste iskali v svojem slikarstvu? Spet vprašanje, ki vam ne bom mogel povedati, kako. Jaz sem hotel ne naravo še enkrat narediti naravo, kakor je narava, lepše kot naravi ni. To se pravi, če jaz eno stvar naredim, moram tako narediti, kakor si po duši zamislim in naredim. In to je bil način mojega dela. Sem rekel, ena rožica, kako izgleda rožica in rožica, ali pa recimo 4-peresna deteljica, ne. Zgleda pri meni je to oblikovana, ne. To niso 4 perese, to je oblikovana. In to je bil smisel mojega dela in to sem si hotel. Zato, ker recimo do takrat nisem jaz videl kiparjev, da bi se z rastlinom tako ukvarjali, po mojem, ne vem, mogoče je kakšen, za menoj so tudi drugi še to začeli, z naravo, pa z rastlinom sem si pa verjetno eno tudi recimo ta prvih ukvarjal. In z tega recimo z eno rožico ali pa z enega reliefa plastično, z eno naravo, nekaj drugega ustvariti, to je bil pa moj del. Znano je, da ste na svoji poti odkrili tudi Henryja Moorja. Kaj vas je navdušilo pri njemu kot kiparju? Ja, nekaj ustvariti, kar še sploh nikoli ni bilo. Nekaj posebnega, nekaj lepega, nekaj dobrega, kar ljudi mogoče, kar ljudi razveseli ali pa da si začnejo misliti, koga in kako, da si izmislijo, začnejo ukvarjati, kako je on mislil, pa koga je natura in kako to zgleda, mogoče je tako. Nekaj novega ustvar, nekaj človeškega, pa vendar se zgledovati pri naturi. Zdaj, stoletja so se učenci učili poklica kot vajenci pri mojstrih. Ne? Danes pa se učijo v šolah, ne, in jih profesorji spodbujajo k ustvarjanju. Kaj mislite, kakšno je to razmerje med šolsko izkušnjo pa vajeniško, glede na to, da ste vi oboje izkusili? Ne? Po mojem je bil to, pa meni je bila akademija, pa moj študijum, začetek čist druga življenja. Jaz se nisem počutil kot vajenec, ampak nisem tudi počutil, da sem sam kaj posebnega, da sem kipar radil, ampak to sem videl kot usodo, usodo, da bom se s tem ukvarjal.
In to mi je naredilo veselje, sem začel delati in s tem je tako vse, kar naprej šlo od tega. Bom bolj težko po slovensko povem, ampak znam bolj povedati. V bistvu že kot mlademu umetniku vam je pa uspelo zmagati na natečaju za spomenik padlim borcem prve in druge svetovne vojne v parku, imenovanem tudi Napoleonova vzpetina. Velik uspeh je bil priti skozi sito 29 uveljavljenih natečajnikov in s predlogom celotnega kraja ureditve, tako kiparske kot arhitekturne, ste si prizadevali urediti celoten kraj. Spomenik je mesto druženja in miru meditacije, recimo. Kaj je to naročilo v Burghausnu pomenilo v vaši karieri? To mi je veliko pomenil takrat. To je bil en moj prvih naročil in enih največjih naročil. In takrat jaz skoraj nisem vedel, kako bo šlo to vse skupaj naprej. Pa sem tako mislil, da nekakšen bo že šlo, ne čist pogorec, bo šel, bo že nekakšen mora iti naprej. In potem mi je eden sporočil, da je bil en arhitekt, moj sošolc na akademiji, rekel, ti je razpis enega vedbeverba, to se pravi, en razpis je. Se kaj ti udeležiš? Ja, se kaj drži. In res, jaz sem klical, to se pravi, sem pisal, da mi pošljajo dokumente, za kaj se gre in kaj. Jaz sem tisto naredil tisto osnutek, se ga bomo danes še videli tudi noter, ne. In potem je kar naprej to šlo in sem bil grozen presenečen, da sem jaz prišel na prvo mesto, da sem dobil takrat nagrado. To sta bili dve nagrade, to se pravi mesta, ta prvi, ta drugi, ta tretji mesecu, ne, kako je bilo. Jaz sem ta prvo nagrado bil, ampak potem so bili pa trije, ki lahko ta naročil dobijo. Od teh nagrad ni treba, da bi ta prvo nagrado dobil, ampak ta drugi, ta tretji lahko. No in jaz sem rekel, tako ne bo nikoli do tega prišlo, ampak sem dobil spet telefon, ja, jaz sem dobil tudi naročil. Povem moje žene, ti naročil, sem se čudil, sem rekel, se to skoraj ne boli, mi je že rekel, to so te zamenjali, oni so te zamenjali, to je bil gotovo kakšen drug, ti so bili poznani ljudi dol, kipar pa je bil kipar in je bil en poznan arhitekt, so ga po cel Bavarski, pa po Nemčiji je bil poznan arhitekt, je bil tudi zraven, tudi dobil ta drug mest, tako naprej. Ja, to so te zamenjali. Ja, sem rekel, ne, to se stopi. Rekel, poj dol, moš poklicati pa povedati, da te noben ne pozna, da nisi še nič naredil, da si mlad, pa da te noben ne pozna. Ja, kaj hočeš, če žena nekaj reče? Ne. Ona je bila kar nervozna, rekel, pomisli si, bojo mislili, pa bo šel časopis, ti si pa napačen človek od tega, ne. Jaz kličem njega, rekel, vse v redu. In pa je tako naprej. To je še veliko takih lepih primerov, ki smo ga ta prvkrat obiskali, pa smo šli noter, razstave smo pogledali. In to je bil tista prvi naročil in to je tudi za dušo bilo dobro, ampak v lancu to, prej me noben ni poznal. So dali v časopis noter, Slavko Oblak, pa so primerjali z drugim, kdo je bil zraven. Ta prvi mesec so vsi rekli, ja, ta pa mora biti dober, ampak dober. To je bil slučaj, da sem jaz to naredil, dober ali ne dober, sem bil v časopisu, sem bil poznan. In od tistega časa so prišli ljudje do me, prej so rekli, ja, koga imaš, ja, se ni velik. Potem so pa rekli, to bi rad, pa to bi rad. To je pa razlika po temu naročilu. Sprav, da ste se znali prilagoditi naročniku tudi. Ja, to, če ljudje vejo, da si nekaj naredil, imajo čist drugo misel v glavi in ti tudi čist drugim očem vidijo. Zato tle, ki se tako lepo narejen, to ima velik pomen, ne, po duši ima velik pomen, ampak veliko ljudi, ki do zdaj niso vedeli, sploh jaz sem, da sem na Bledu, pa da sem doma, bojo zdaj izvedeli, aha, ta pa res nekaj naredil in to, pa še jaz se počutim kot domačin in oni pa mogoče pa ti Blečani bojo pa rekli, no ja, to je pa naš z Blede, pa nekaj posebnega, pa naš Slovenci naredil to pa spet nekaj posebnega, ne. To dobro naredi v telesu, na duši mi to dobro naredi. Ampak drugače, jaz nikoli nisem pričakoval, da bi bil na Bledu poznan ali pa da bi v Sloveniji poznan. To je pravzaprav vse ali manj se je tako naredil, no.
To je bilo leta, mi grede 68-69, ta prvi, no potem pa 74. pa postavite še en spomenik padlim. Ne? To je v mestni svet Landshuta se je odločil postaviti spomenik na Hofbergu v parku Dünzel, ki leži tik pod mestnim gradom. Tu ste se odločili za bolj abstraktno varianto spominskega obeležja. 2 kvadratna okvira, eden v drugem, tako da se tiče perspektive. To je en križ. Križ, ja. Oni so rekli, ne, ko so me poklicali in sem rekel, jaz pa za vojsko, da tako drugače vsi naredili vojaka, močnega, tako naprej. Jaz sem pa rekel, pa nasprotno naredil, ne, da bo ljudem pomenil, da je vojska samo nekaj slabega, da se lahko samo z dobro dušo, ki dobrega naredi, ne vojska naprej vodi. Ne. Kako ste pa gledali na proces obžalovanja Nemcev za žrtve, ki so jih povzročili v drugi svetovni vojni, mislim v kontekstu teh spomenikov, ki pomenijo pravzaprav nek posplošen spomin vsem padlim? Pa nas je gotovo to težko. Nemci, to je bila vojska, ki so bili Nemci, ki so bili gestapovci, ampak sami Nemci so mislili, ravno tako, ko smo mislili v naših žrtvah, ko smo v partizanih mislili, so tudi, recimo moja žena, oče je padel, ni bil razporazumen s Hitlerjem, je bil v šoli in ni delal tistega pouka, so ga poštali na frontu, 14 dni je prišel pisanje, je umrl. Ne. To se pravi, Nemci sami so glih tako pod tem samo, kako bi se rekel, samo nedružno. Ravno tako težko jim je bilo, kot pri nas cela vojska. Zdaj, povpraševanje po umetnikih po drugi svetovni vojni je bilo veliko. Pravzaprav, nekje sem prebral, da je po vojni v Nemčiji diplomiralo nekih 300 umetnikov. Leta 2000 pa 300 000. Kakšne okoliščine so še pomagale, da ste uspeli uresničiti tako bogato kariero? Sreča. Jaz sem rekel, Bog mi je srečo dal, pamet, da bi rabil majhen več, ampak srečo mi je pa dal in s tem sem zadovoljen. Res je, ne tako. In gor v Nemčiji, recimo, ko sem jaz prišel na akademijo, to se pravi, ko sem jaz sprejemen izpit delal, to je bil grozen. Je bil upisanih, kaj jaz vem, mora biti 1000 ali pa še več, jaz ne vem točne številke. Po eno vse zdanje je prišel od tistih, jih je prišel 100 ali pa 200 na akademijo in od teh so prišli kaj 3, 4 ali 5 kiparjev, ta drug poj pa malari pa tako naprej. Ampak poj, ti šole so tam, pridejo, zginejo in to vsak misli, bom rekel, da sem na akademiji, bom pokazal, sem akademski kipar, poj misli, zdaj sem pa narejen človek, zdaj pa kaj se, sem že vse naredil, ne pomeni čist nič. Jaz vam povem, jaz sem tisto diplomo in jaz sem naredil diplomo, pa sem bil majsteršüler, pa 12 semestrov sem naredil na akademijo, da me v tem celem času noben človek nikoli ni vprašal, a imam kakšen spričeval, a imam kakšen dokument ali ne. Noben spričeval. Morate pomisliti, tisto diplomo, zdaj smo jo poiskali, sploh nisem vedel, kje jo imam. Nisem nikoli rabil diplomo, noben ni vprašal, ne nič. Pa sem pa še naredil tudi študij na univerzi za učitelja za slikovno umetnost, bil na gimnazijah, lahko sem še tisti zraven naredil, samo tako nisem vedel, kako bilo, a bom rabil, da bom šel v šolo, ali bom samostojnega se naredil. Ne? Ampak ko sem se raje samostojnega, to je bil pameten. To se pravi pameten, ne, ampak dober. Ali pa ko koristen med, še eno žezlo v ognju. Župan Josef Daimler, 35 let župan Landshuta, poslanec v bavarskem parlamentu, je vaša generacija in velik občudovalec vaših skulptur in dober prijatelj. Kakšno vlogo je igral Josef Daimler v vaši karieri v kontekstu mestne politike do javnih naročil? On mi je dal vse možnosti, kar je to možno, ne? To mi je povedal, tam se to, kar je bilo oficialno tudi, ne? Mi je povabil povsod na natečaje in seveda tudi vpliv naredil na ljudi, ki so okoli njega, da ga poznajo in da me poznajo, in skozi to sem dobil, to se pravi, te naročila ali pa ta, ko se pravi, Aufträge, to se pravi, naročila, ne, dela sem dobil skozi to, ne. To je on so se dobro zastopili, mi veliko pomagal in to je veliko na moji strani bil in tudi za Slovence in on je občudoval
Gorence, Slovence, tudi velikokrat tle sem prišel, smo bili tle na Bledu, pa praznovali nov let, pa tako naprej, smo na Pokljuk smo se smučali in tako naprej in je grozno občudoval tole, ne. Pa smo tudi seveda tudi kakšen šnopec včasih popili, ne, zraven, pa tako naprej, to vse zraven. Po gorenjsk smo to naredili. Moja mama mu je skuhala in to je bil, do danes še prav zmerno, to je bila ena najboljših stvari. Moja žena, to se pravi, moja mama je skuhala njemu to. In to še danes občuduje, kako je bilo fajn. Pa naš Zgornja Rečic je bila čisto mehna hišica in mama v kuhinji, da šporhet z lesom, ne, štedilnik, tam skuha in bo tako perfektno rekel, to je najbolj uživo, kar je bilo v življenju. Pa je bil po celem svetu, ampak to mu je bilo skoraj najbolj všeč, ali pa zelo všečno. Najbolj pristno. Se pravi, mesto Landshut je zasnovano na podlagi javnih plastik in vodnjakov in drugih skulptur. Mesto, v katerem ste postavili številne svoje plastike in vodnjake. Kakšen je bil pravzaprav razvoj tega mesta? Kako ste ga vi doživljali v tem momentu? Razvoj mesta, mi smo bili vsi, to se pravi jaz pa veliko Landshutov, smo bili vsi zadovoljni, če nav posebnih razvojev v mestu, ne? Da ostane mesto, to je star, lep mest in to, kar je spremenil mest od bilo, to niso bili najboljši, ne. In dajme se je brigo, da se ni veliko, da se je to pustil, da se je to ohranil in da se je to naprej tako ostal. Ampak drugače razvijanje mesta, to je Bavarska in Spodnja Bavarska in oni so za umetnost že imeli veliko občutka zmeram, ne. Imajo tudi slikarjev, pa veliko zbirke imajo, pa tisti muzejev in tako naprej. To so zmeraj občutek za umetnost, so zmeraj, to se pravi, voljo za umetnost imeti so zmeraj poznali pa Vsem vašim plastikam je skupna občutljivost, da so umeščene v prostor. Ste eden tistih umetnikov, ki mu uspe uravnotežiti gledalca mimoidočega in prostor, v katerem se nahaja spomenik. Nekatere vaše skulpture in vodnjaki so 4-metrski, kot je na primer kljunasti vodnjak pred poslovno šolo, vodnjak 4-peresne deteljice pred radijsko šolo, v ulici, ki je poslej oživela, potem, ko ste postavili ta spomenik. Še 2 vodnjaka, ki jim lahko rečemo mestno pohištvo, sta postala mesto srečevanja in živali v mestu. Vodnjak Rdečega križa, cvetlični vodnjak pred šolo Pestalozzi. Tam je še počivalec, Faulincer, 2,2 metra dolga zleknjena bronasta figura pred kopališčem, na katerem se kopalci radi zleknejo. Vaše skulpture so vključujoče, prinašajo mir, sobivanje, družinsko občutje. Všeč mi je, kako vključujete ljudi in živali v prostor. In ta interaktivnost, ki jo lahko primerjam, naprimer, s sidrom v Ljubljani na Kongresnem trgu. To je tudi en tak kraj srečevanja, rečemo se bomo dobili pri sidru. Ne? In tam so generacije otrok, smo plezale po tistem sidru in še danes je to hkrati tudi eno igrišče. Zanima me, kaj po vašem mora imeti dobra javna skulptura? To pa da, kako bi človek rekel danes. Ja, kaj bi rekel pravzaprav? Skulptura je dobra, če ljudje vzamejo v srcu in nekaj pomeni. To, ko ste rekli, vi po tega Faulincerja, tega lenuha, to jaz nisem takrat vedel, da bo ta lenuh nekaj posebnega. Jaz sem mislil, no ja, kopališče, ko ga bi naredil, da bi takole mehen z ljudmi mu prav, no ja, en ležeči, ki bil len, pa počije tam in tisto tam si, tako ste pejo, ne, ampak vsak bi rad na tistem lenuhu ležal gor in bo to nekaj posebnega. In to bi po mojem bilo en del tega vašega vprašanja odgovorjen, ne? Da ljudje s tem dobijo nekaj posebnega, ki se jim mogoče dobro naredi, pa jim dobro naredi, ne vem, ali jim je všeč ali ne, ampak se s tem ukvarjajo in mu to v življenju nekaj pomeni, mogoče bi tako rekel. Se pravi, to je bilo vse skozi javna naročila, naprimer, in skozi natečaje. Ne? Kako imajo te natečaje urejene na Bavarskem? Kdo to vodi in koliko traja recimo od razpisa do realizacije? Ja, mesece, to naprej spišejo in poje rečejo, tokle je denarja na razpolago, to pride kje in to poje žiri pa različne, so različne žiri. To so mestni, pa imajo še tudi od ljudi, to imajo mogoče
žirijo to ukaz vsako ražo, ki drugo žirijo naredijo. In oni poje odločijo, bo ali ne bo. In takrat si poje, če imaš srečo ali pa če si ta prav naredil, kako bi rekel, boš dobil ali pa ne. To večkrat sem jaz naredil to knjiga, to ni postavil, ampak to, pa sem jaz mi rekel, no ja, to nisem jaz prav mislil, ni bo prav, ni odgovarjal, ne. A je odgovoril? Je. Zdaj, Jugoslavijo ste zapustili, ker vam je Nemčija omogočala boljšo realizacijo svojega talenta in ker ste bili dobro nagrajeni za svoj del. Ko ste bili na Münchenski akademiji, vam Jugoslavija nenadoma ni podaljšala vize, morali ste se vrniti na Bled, tukaj ste postopali in razmišljali, kako bi se vrnili. A nam lahko poveste še enkrat to neverjetno zgodbo o rešitvi vaše kariere in eksistence? Ja, lahko. Jaz sem hotel takrat moji ženi, zdajšnji ženi, takrat še ni moja punca, bi rad pokazal Slovenijo, Gorenjsko, pa Bled bi rad pokazal. No, so rekel, poskusva, greva dol, pridemo domov, smo okrog si vzeli in tako naprej. In enega dne so prišli, so rekli, ja, tvoj pas bi rabili. So mi pas vzeli in poje bo pa konc. No in poje bo pa, ne vem, kako bi vam to čisto enostavno povedal, mogoče bo to ne bi šlo, in bo vse zelo kompliciran in so od mene zahtevali stvari, ki jaz nikoli nisem hotel ustvariti ali pa povedati ali narediti, in s to so se začeli moje težave, ne. Mi niso spustili not, da so hoteli tole, eno in drugo. In poje, to je postane pol leta je to trajalo. Jaz bil pa račun nazaj študirati, veste, ko sedim študirati, jaz sem pa doma sedel okrog, pa kaj jaz vem, doma pomagal, pa kosil, pa se bo vse v redu, ampak to ni bil moj življenje več. No, pa sem rekel, bomo mogli poskusiti na drug način, pa sem pa zmeraj mislil, ja, bom kar čez mejo šel, takrat jaz bil tako, ne, sem imel gor poznance, ki smo skupaj se smučali, sem rekel, oni mi bojo pomagali, da bi šel čez mejo. Ampak moja mama, ne, je imela eno dobro idejo, je rekel, veš koga, zdaj bo prišel Tito na Bled, znanstvenim bo ta prišel, pa bomo mi pisem napiš, pa mu ga not vržeš v avto. No, čisto enostavno, ne. No, mi smo se s tem začeli ukvarjati, smo videli, kdaj pride Tito na Bled, in potem smo rekli, gremo v Ljubljano, in jaz sem star avto Borkva, da sem se takrat gor kupil, ga starega sem se ga samo štimal, to se pravi, da smo avto tle imeli. Smo šli v Ljubljano, smo tam na trgu, smo rekli, tam bo najboljš, bomo kapljali, pa bomo tisto otvorili, nič, ni bo bene možnost. Tam je bo tako okrožen, da sploh nisi prišel do ceste. No, se peli v men, nismo mogli tega nič narediti, se usedemo v avto noter, pa smo za kolono se pelali, tako da je bo to možen. Ljudje so pa mislili, da je bil pa diplomat, mi mahajo. Mi gremo za kolono, pa smo, mama je pa, ne vem, vse je vedela to, moje maja so tako vse vedela, od vseh sosedov in tako naprej. Je rekel, v Kranju bojo šli oni na razstavu, Tito bo šel na razstavu, pa bojo na Bled prišli. Mi pa na Bled z avtomobilom, pred apoteku je bilo to tam, na Bled se bomo pa spet postavili. Smo gledali, kje so policaji, tam je bil en, mi smo se pa na sredo postavili, tako da nas moto kdo. Tam čakamo, pa pride kolona, noter pa stoji v ta prvo avtomobili, Tito. Tako lepo je, saj tako je izgledal kot Tito. Jaz verjetno nisem bil čist orang, pride tisti avto men, vržem jaz smo šopek naredili, v šopku pa pisem not bil, jaz šopek vržem, ga zadanem, tle sem, šopek pade noter, avto se naprej pele, tam od zadaj, poligiva pa mama, rekel, se to ni bil Tito šele pride. Jaz sem bil čist tako, sploh nisem to vedel, ne. Res pride še enega Tito pa z Nasarjem, oba stojeta noter, jaz poberem šopek, pomislite, poberem šopek, vrgem še šopek noter, Tito pogleda takole zadaj noter, če ni kakšna bomba, takrat je bo to vse možen, pogleda noter, takole naredi, Nasar se je pa poklonil, pa se je zahvalil za šopek, ne. Jaz sem pa imel mojo prošnjo not, ne. Čez en dan, čez 2 dni sem bil jaz spet v Nemčiji. In po tisto zgodbo, kako je bo, sem šel v Ljubljano in tako naprej, kako je bo preh, pa kako je bo poj, je bo pa razlika velika.
Ja. Neverjetno. Na tak način, ja. Ves čas ste bili v stiku s slovenskimi umetniki in slovensko sceno. Z umetniki manj, ampak z družbo pa s poznanci, ja. Že leta 70 ste postali član slovenskih likovnih umetnikov in ste sodelovali na številnih razstavah v Moderni galeriji, Mestni galeriji, salonu Richarda Jakopiča, vse v Ljubljani in kar nekaj vaših razstav se je odvilo na Bledu. Zadnja največja je bila retrospektiva v 80-letnici v Narodnem muzeju. Kako ste uspeli ves čas ostati v stiku s slovensko sceno in se umestiti vanjo? Ste imeli tukaj kustosa, se vam pomagali prijatelji? Kako je? Ja, samo to, ja. Začetek, jaz sem recimo to takrat, je bil 58, 59 let ali kaj takega, sem jaz le razstav na Bled naredil. Noben mi ni ne pomagal, moj set je z izvolom pelil, pa z vozom smo pelali moje figure na Bled, pa smo jih na Bled postavili okoli. Pa ni bilo ne v časopisu in nič ni bilo to, no ja, dobro, jaz sem rekel tako, ni interesa za mojo umetnost, ni ta prava umetnost, ni dobro to. In potem se je to kar malo pomiril. To ni bilo nič posebnega, jaz sem tiste figure spet lahko sam pospravil, sam nazaj gor pelil in tako naprej. Ta je bil tak mehen vtis je naredil, sem mehen vtis na Bled naredil takrat, ne. Ampak sem pa imel zmeraj povezavo z Bledom pa z Blečanom in to je zdaj težko, če enega, ka drugega povem, kako to. Ja, na vsak način je gospod Rus je bil en tak človek, mi je vse pomagal, pri hiši pomagal, na kupu hiši pomagal, če je bil alarm v hiši, če so noter udarili, jim on pomagal in vse v redu. In on se je tudi zmeraj bril tako, da so na Bledu pa to vsi, ne vem, kako bi to je težko povedati, kako. Sploh Plečen, pa je gospod Završnik, ali pa Pfeiffer, in pa to Pfeiffer, smo imeli dober stik, smo imeli en skupaj prišli in oni vsi so imeli smisel za umetnost, bi jaz rekel, in to so mi oni pomagali povedati, tako da je do tega prišel, kar je zdaj. To jaz nisem sam naredil, to so oni naredili. Res? Res. In bili ste prisotni tudi na razstavah po Jugoslaviji. Ja. Sarajevo, Zagreb, Zadar. Zanima me, lahko naredite kakšno primerjavo z umetniškim svetom, recimo v Nemčiji, pa tedajni Jugoslaviji 70-ih let. A Jugoslovani so imeli kakšen drug status umetniki kot v Nemčiji? Je kakšna razlike, so obstajale tedaj? Vsaka država ima svoje, tisti ljudi, ki so največji, tukaj imamo Slovenci, pa Gorenci smo največji, tukaj so gotovo največji in to vsak za sebe dela in tako mednarodno recimo je to pa še bolj težko se uveljaviti. Jaz sem tudi v Ameriku recimo predal figuro, ampak kaj pa to pomeni, se to ne pomeni veliko, mogoče takrat za mene, da sem imel občutek, si na pravem vegu, na pravi poti, ne, ampak drugače pa to. Moš počakati, kako in tako naprej, jaz ne vem, no ja. Uspelo vam je ostati v stiku in doma in v Nemčiji. Ne? Recimo pred vašo hišo v Zigerštetnu so številne figure, številne skulpture, med drugim tudi detelca. Podoba, ki krasi grob vaših staršev tukaj na Bledu. Ja. Kakšen je za vaš simbolni pomen recimo detelce ali pa rastlin? Ja, sploh rožica pa detelce, tudi na grobu pravzaprav je to na rožica, ne? In to pomeni samo en občutek še lepega življenja, pa prejšnjega življenja in pa je to v Bronovi, pa se ni več živa ta rožica, je mrtva, kakor je človek in druga nič. Ne. To je pomen življenja pravzaprav je ena rastlina, ne, in to sem jaz poskusil tako na tak način ustvariti. Jože Plečnik je v Križankah zapisal: minljiv si, samo tvoja dela so tvoj spomin. Kako pa vi poskrbite za konzerviranje vaših bronastih skulptur? A so to kakšni premazi ali je to kaj? Brona ni treba nič, ne čistiti, ne mazati, ne nič. Če hočeš recimo to, da takole greš z voskom, čez je to vse v redu. Počistiti to. To čim bolj dobi kako bi rekel, odzune po vremenu ali pa po dežju, patenje lepše.
lepša, najlepša patina je tista, kar jo narava naredi. Ne? In to je tudi ravnče od zunisto je dobil ta pravi patin, ni treba nič drugega narediti, to je samo od sebe. Narava to naredi sama, najlepše. Tako, odlično, narava poskrbi. Kaj pa si želite, kje bi si v prihodnje ljudje še lahko ogledali vaše skulpture? Kakšna je vizija te, recimo, zapuščine? Kako bi radi, da je bilo to poskrbljeno? Jaz sem že kar tako zadovoljen, kakor je zdaj. Tle Blečan imajo še velike načrte in če bojo to hoteli in bi rad to naredili, bomo to naredili in to bi bilo največ cilj mojega življenja, če bi tle v domovini to nekaj pomenil, pa da bi ljudje imeli s tem veselja, zadovoljstva in bi ponosili, da imajo človeka, ki to z te družine, z tega nivoja prišel, pa da si je to naredil. Ne. To je nekaj posebnega, ni to ne, ampak kot delavec, da prideš naprej, da si vzameš takle poklic. Jaz sem še zmeraj rekel, delo je to tudi, jaz sem delavec, pa to ni drug, ampak je način dela odvisna in tako naprej. 700 spomenikov, 700 bronastih del, vse skupaj. Res so posebna vaša dela, ne? Pomagali so mi, da spregledam skulpture v drugačnem kontekstu in pogojih. Ne morem dovolj priporočiti vsem poslušalcem, gledalcem, da pridejo na Bled in si ogledajo v živo vaše skulpture, tako tukaj zdaj na razstavi, kot tudi javno plastiko, ki je razstavljena tukaj na Bledu. In se prepričajo o posebnosti te skulpture. Slavko Oblak, hvala vam za pogovor. Tudi jaz se vam prav lepo zahvaljujem, sem vesel, da sem to, upam, da ste me razumeli, moja slovenščina je bila slaba in skozi to sem toliko časa od doma, mi mehen gorenščine učal, ta pravi slovenščine, spet kar malo pozabil.